Eva, napočil je dan D, težko si ga pričakovala, več mesecev priprav. Se boš oddahnila po današnjem nastopu in seveda tudi po sobotnem? Po moje, če bomo šli v finale, po moje ne bom mogla spati. Drugače pa po finalu pa definitivno žutka parti do jutra, ker če pa pridemo v finale, to pa res nekaj najboljšega. Ne glede na rezultat, ki bo pol, ne vem, če bo že v soboto, ampak jaz sem bila drugače pripravljena in zdaj po generalki malo sem šla tu spočiti, da bom res malo sama, da sem malo spustila pri sebi. Drugače pa potem v 12. po slovenskem času, v 9. zvečer pa res tisto zares. Ja, je že konča. Si imela morda kakšne težave z glasom, prehladom ali karkoli? Ne, hvala Bogu, z glasom nisem imela težav, moram potrkati, ampak torej, pač res sem se pazila, zdaj te dni, ko sem bila v Bakuju, nisem pila hladne pijače in to vse drugače, ker to zelo vpliva na tvoj glas in pač malo tudi za odpornost sem poskrbela, tako da jaz sem cool. Obiskala te je tudi sestra, verjetno ti to veliko pomeni? Ja, normalno, meni to ful pomeni, zato ker pač en družinski član je zraven tebe, ti nudi še neko dodatno podporo in meni je ona kot najboljša prijateljica in pri njej res nikoli nisem tisto nesproščena in njej lahko res povem vse, kaj čutim in ampak vseeno pred nastopom pa še vedno mogla biti malo sama. Si od našega zadnjega pogovora morda še gledala kakšno znamenitost v Bakuju? V bistvu sem samo tisto, glavnem, stari predel tega Azerbajdžana, oziroma Bakuja gledala, drugače pa nismo se kar gledali, ker tudi ni bilo nekak časa, ko so bile vaje in se to stvari tako. In na koncu še kakšno sporočilo za naše bralce in gledalce? Ja, glasovati ne morete. Ne sem že mislila, glasujte, ampak vseeno, jaz upam, da boste navijali zame, napočil je pač moj trenutek. Jaz sem vam ful rada, potrudila sem po svojih najboljših močeh, da pač Slovenijo predstavim najboljši luči, tako da pozdravčke, objemčke iz Bakuja. Čau!